Razpis za 5 milijonov evrov, razpis ministra Sama Omerzela za nov informacijski sistem, ki bi omogočil, da se s ta isto vozovnico najprej peljemo z avtobusom, potem še z vlakom in obrnjeno in ki bi potnikom, razlaga generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, prihranil čakanje v vrstah za nakup nove vozovnice. Naš cilj je samo to, da se skupaj združimo in ponudimo nek sistem, ki bo med sabo kompatibilen. A kaj, ko očitno k belemu podalpami vselej sodi še črno, tokrat spet predolge politične lovke, ne nazadnje. Med osrednjimi igralci za razpis je menda tako podjetje IGEA, v katerem je menda še nedavno služboval minister z najkrajšim mandatom Igor Mahar, kot podjetje Imovation, še pred kratkim povezano s hobotnico Gregorja Golobiča. In glej, minister Omerzel je povezan tako z enim kot z drugim, z Maharjem po politični poti, z Golobičem po poslovni. Kdo bo torej dobil posel? V prednosti je zaenkrat očitno IGEA. Dejansko tudi ona je v sklopu ministrstva razvijala tehnologijo za upravljalca. Torej si je tako rekoč tlakovala pot do zmage na razpisu. No, a kleno zaledje ima, sklepamo, tudi Imovation, saj glede na pretekle posle, ko se je podjetje še imenovalo Margento, prek poštnega nabiralnika na Nizozemskem ga je obvladoval Golobič, posel pa je dobil tako pri Jankovićevem javnem holdingu in to za Urbano, kot pri Golobičevih študentih za elektronizacijo študentske prehrane, pri čemer nam pogodbe niti po zahtevi informacijske pooblaščenke niso razkrili. In glej, že so tu spet nove skrivalnice. Margento so namreč po naših razkritih Golobičeve hobotnice ne samo preimenovali v manj znani Imovation, ampak naj bi ga Golobičeva ekipa obenem menda celo prodala. Verjamemo, kupec je namreč povsem neznan, za nameček pa je iz Saudske Arabije.